Torej, dober dan vsem še enkrat. Ko sem se vozila v Ljubljano danes iz Maribora, moram reči, da sem si pravzaprav zamišljala, da je pot, kako preprečevati zavrženo hrano, tako kot pot od Maribora do Ljubljane. Šla sem ob 6 in sem bila prepričana, da bom do 8 v Ljubljani, torej nobenih ovir. Ampak 3 ure in pol smo stali pred predorom in torej mnogo različnih ovir, ki jih sploh ne predvidevaš. In zdi se mi, da bo zavrženo hrano ravno tako. Pot je v bistvu izjemno kratka, ampak lahko je pa tudi zelo dolga. Tako da, torej jaz prihajam iz Višje strokovne šole za živilstvo in prehrano. Moram reči, da 15 let, odkar šola obstaja, se ukvarjamo s kulturo prehranjevanja, z varovanjem okolja in seveda tudi z zavrženo hrano. In danes je moja naloga, da vam malo predstavim pravzaprav, kaj izobraževanje oziroma na kakšen način izobraževanje lahko doprinese ali pa pomaga k zavrženi hrani oziroma varovanju okolja in s tem tudi gospodu Albinu odgovorim na vprašanje. Ja, torej nekako z Evropsko resolucijo smo nekako moralno zavezani na področju izobraževanja in vidim pravzaprav naše izhodišče ali pa našo moč na 2 področjih. Eno od teh so dejansko izobraževalni programi in drugo tudi organizirana šolska prehrana. Na kratko se bom ustavila pri izobraževalnih programih od predšolske vzgoje do konca srednje šole in moramo ugotoviti, da se v predšolski, osnovnošolski in splošni srednješolskem izobraževanju najde mnogo splošnih ciljev, ki seveda v kontekstu prinašajo tudi varovanje okolja in kulturo prehranjevanja in posredno tudi pomembnost zavržene hrane, je pa seveda odvisno to od mnogih dejavnikov, na kak način šole te cilje uresničujejo in ali jih uresničujejo v teh smerih. Kar se tiče poklicnih programov v srednjih šolah, je pa situacija res nekako manj spodbudna, če temu lahko tako rečem. Na eni strani imamo programe, ki povezujejo vsebine naravoslovja, tudi tehnike in v teh programih seveda pričakovano najdemo veliko vsebin, ki jih lahko s tem povezujemo, medtem ko na drugi strani imamo kup programov, ki z tem osnovnim področjem naravoslovja nimajo veze in lahko se zgodi, da takšni mladi ljudje pridejo skozi izobraževanje, ne da bi slučajno slišali kaj o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, kaj šele o zavrženi hrani. Možnost je veliko, predvsem zaradi tega, ker je že v osnovni šoli izbirnost, prav tako pa tudi v srednji šoli 20% odprtega kurikula. Ni pa sigurno, da se bo ta del fokusiral v te vsebine, kajti vsebine drugih predmetnih področjih so bistveno popularne, predvsem pri starših, da ne rečem pri otrocih, ker starši se velikokrat odločajo na mesto njih. Druga smernica, ki bi jo pa lahko rekla, pa je organizirana šolska prehrana, ki ima podlago Zakon o šolski prehrani, torej urejene zakonodajne podlage, predpisana strokovna delovna mesta, način financiranja in tudi izhodišča za zagotavljanje zdrave hrane strokovno usklajena. Vendar, izvori zavržene hrane v šolah so lahko ne samo iz priprave obrokov in ne samo iz preveč pripravljenih obrokov, bodisi iz kakršnihkoli razlogov zaradi nepravočasnih odjav, ampak tudi zaradi zavestno zavržene hrane, ki so jo otroci sprejeli, vzeli in se na to odločili, da jo bodo zavrgli. In na tem področju se nam zdi, da bi se lahko marsikaj naredilo, nekaj se je že. Zakon o šolski prehrani v letu 2013 je noveliral možnost, torej,
da brezplačno šola odstopa obroke tistim, ki so lačni ali tudi dobrodelnim organizacijam, če te obroke niso pojedli. Do leta 2013 pa te možnosti šole niti niso imele. In kaj predlagamo? Na področju izobraževalnih vsebin vsekakor predlagamo, da bi se vsebine v prehrani in okolju vnesle čisto vse programe, sedaj ciljam predvsem na tiste tehnične programe, ki nimajo ničesar v zvezi s tem, prav tako pa tudi na višje in visoko šolstvo, kar nas obvezuje tudi Evropska resolucija. Imamo ogromno višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programov študentov, ki niti slučajno ničesar ne slišijo o tem in seveda niti osnovnih znanj nimajo, če se ne izobražujejo sami. Pomembna je seveda tudi, kot sem omenila, motivacija v šolah, kajti še vedno je učitelj tisti, ki odloča o tem, kaj se bodo otroci učili in izbira je lahko takšna ali drugačna, vplivajo pa lahko seveda vsi deležniki, tudi starši, tudi otroci, tudi mladina in pomembna so tudi neformalna izobraževanja, saj na teh področjih neformalnih izobraževanj, prireditev, dogodkov, predstav, iger se predvsem otroci veliko naučijo in si to tudi zapomnijo. Kar se pa tiče šolske prehrane, pa bi rekla, da nimamo razčiščenih pojmov še za enkrat čisto, kaj je pravzaprav to, zakaj otroci hrano zavržejo, ali je to povezano z izobraževanjem, ali z osveščanjem, ali s sistemom razdelovanja, ali mora biti s prizadevnostjo učiteljev in zaposlenih. In na tem mestu, tako kot sem že ob svetovnem dnevu hrane, bi pozvala nastanek javne platforme o zavrženi hrani v šolah in vrtcih, iz katere bi lahko dejansko videli, kaj se v šolskem prostoru dogaja, bi se lahko med seboj primerjali in predvsem, kar bi želela, da bi se odpadki vrednotili ne samo v količini, ampak v denarju. Otroci namreč bistveno bolje prepoznavajo, kaj bi za nek denar lahko dobili, ne pa koliko kilogramov nečesa smo zavrgli. In mislim, da bi se s tem mnogo bolj identificirali in seveda bili pripravljeni tudi tekmovati med seboj. Hvala lepa.